prinaša Boga. Pesmica naša srca oglaša, Božja ljubezen prenaj iz nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pozdravljeni, dragi otroci in vsi ostali, ki nas spremljate. Danes je že 23. dan šmarničnega branja. Včeraj je Manco, Petra in Tamaro zanimalo, ali je v nebesih tudi kakšen svetnik, ki na zemlji ni bil ravno brihten, najbolj pameten. Serafinček jim je povedal zgodbo o svetniku Jožefu Kupertinskemu, ki se res ni odlikoval po pameti, spretnosti in iznajdljivosti, saj je bil zelo neroden in zelo težko se je česarkoli naučil. Kljub temu pa mu je uspelo, da je postal duhovnik, in to dober duhovnik. Znan je potem, da je med mašo, ko je Jezus prišel na oltar, lebdel v zraku. Zelo nenavadno, ne? No pa prisluhnimo današnji zgodbi, ki nosi naslov Bog je lahko moder namesto župnika. Človeška pamet pred Bogom ne velja nič, je dejal Serafinček. Pred Bogom šteje le čisto in iskreno srce. V nebesih je še en takšen svetnik, pri katerem sta molitev in zaupanje v Božjo pomoč nadomestila človeško modrost. Kdo je to bil? Kdo je to bil? Je zanimalo Petra. To je bil Janez Vianney, pravijo mu tudi arški župnik. Rodil se je pred približno 250 leti v Franciji v premožni kmečki družini. Po revoluciji je bilo v Franciji prepovedano vse, kar je bilo povezano z vero. Zato je hodil na skrivaj k verouku. Prvo sveto obhajilo je prejel šele pri 13 letih. To je bil zanj eden najlepših dni v življenju, zato je kot župnik otroke vabil, naj hodijo k svetemu obhajilu. Govoril mi je tako: prihajajte k obhajilu, dragi otroci, prihajajte k Jezusu z ljubeznijo in z zaupanjem. Ne recite, da ga niste vredni. Res ga niste vredni, a ga potrebujete. Ne recite, da ste grešniki, da ste preveč bedni in da se zato ne upate mu približati. Prav rad bi vedel, če bi rekli tudi, da ste preveč bolni in bi si upali poklicati zdravnika. Joj, če jih je vabil s temi besedami, pa verjamem, da so zelo radi hodili k obhajilu, je dejala Manca. Ko je odrasel, je v srcu zaslišal glas, naj postane duhovnik. Njegov oče je najprej nasprotoval temu, ker je Janeza potreboval pri delu na kmetiji, ki je bila zelo velika, in tam je bilo potrebno veliko pridnih rok. Potem pa je le popustil. Janez se je najprej pripravljal na študij pri domačem župniku, vendar se je zelo, zelo težko učil, da je že hotel odnehati. Župnik ga je prepričal, da je vztrajal. Ko je šel v semenišče, je študij potekal v latinskem jeziku, ki ga Janez ni znal. Zato se je težko učil in prve izpite padel. Rekli so mu, da nikoli ne bo mogel doštudirati, in Janez je zopet obupal. Domači župnik ga je potolažil in prepričal, da je vztrajal do konca študija. Da bi postal duhovnik, je moral dobiti privolitev predstojnika, ki se mu reče generalni vikar. Temu so rekli, da Janez latinsko sploh ne zna, sploh ne razume, da zna le francosko. Ta pa jih je vprašal, ali je pobožen in časti Marijo. Dejali so mu, da je zgled pobožnosti. Generalni vikar jih je potolažil, da bo Božja milost nadoknadila njegovo pomanjkljivo znanje. In tako se je tudi zgodilo. Je imel pa srečo kot Jožef Kupertinski, je vzkliknila Tamara. Nekaj podobnega je pokimal Serafinček. Kot duhovnik in župnik je bil zgled molitve, pobožnosti in skromnosti. Glas o njem se je hitro razširil in mnogi ljudje so prišli, da bi ga poslušali. Bili pri njegovi maši in se pri njem spovedali.
Danes si sploh ne predstavljam česa takšnega, je modro pripomnila Manca. Župnik Janez Vijanej je bil skromen duhovnik. Imel pa je navado, da je zelo glasno pridigal. Takrat še niso poznali mikrofonov, je pokimal Peter. Nekoč ga je neki mož vprašal, zakaj je tako glasen, ko pridiga v cerkvi in tako tih, kadar moli. In kaj je odgovoril, je bila neučakana Tamara. Dejal je, da kadar pridiga, govori gluhim ljudem, ki dremajo v klopeh. Kadar moli, pa se pogovarja z Bogom, ki nikoli ne spi in ki dobro sliši. Prav je imel, je prikimala Manca. Ja, naš dobri Bog nas vedno sliši in tudi vedno posluša. Zato se bomo mi tudi sedaj, ob koncu šmarničnega branja, z molitvijo priporočili Svetemu Duhu, kajti danes je binkoštna nedelja. Danes je praznik Binkošti, 50. dan po veliki noči. In Jezus na ta dan pošilja Svetega Duha. Pa kar pripravimo svoje srce in skupaj molimo. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo, Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Dodali bomo še nekaj vzklikov Matere Božje. Sedež modrosti, prosi za nas. Začetek našega veselja, prosi za nas. Posoda duhovna, prosi za nas. Posoda časti vredna, prosi za nas. Posoda vse svetosti, prosi za nas. Roža skrivnostna, prosi za nas. Pa ozrimo se še na našo Petrovško Mati Božjo. Petrovška Mati Božja, prosi za nas. Sedaj pa še naša domača naloga. Včeraj smo bili povabljeni, da pripravimo presenečenje za svoje starše. Vam je uspelo pripraviti kakšno presenečenje? Če vam ga še ni, vas vabim, da to storite. Danes pa je naša domača naloga, da naberemo šopek rož in ga podarimo naši mami. Lahko tudi nebeški mami in okrasite svoj oltarček ponovno z novimi rožicami. Se vidimo jutri. Bodite dobro. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Thank you.